Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v novem tretjem polčasu. Tokrat bomo v prvi vrsti govorili o celjskih rokometaših, pred katerimi je sklepni turnir pokalnega tekmovanja, pa tudi o celjskih nogometaših, ki jih čaka obračun z ljubljansko Olimpijo. Besede bomo namenili tudi 70. obletnici celjskega hokejskega kluba. Slovenska reprezentanca v judu bo prihodnji teden nastopila na Evropskem prvenstvu v Izraelu. V 13-članski slovenski reprezentanci največ pričakujejo od članov celjskega judo kluba z dežele Sankaku, še zlasti od dobitnic olimpijskih medalj Ane Velenšek in Tine Trstenjak. Aktualna olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je na evropskih prvenstvih doslej osvojila že 5 odličij. Na zadnjih 2 prvenstvih se je okitila zlato medaljo. Zelo sem vesela, da sem od začetka, potem vsako leto dobila kolajno, ampak jaz se s tem ne obremenjujem. Jaz grem vedno borbo po borbo in probam dati svoj maksimum in potem vem, da rezultat ne more izostati. Priprave so potekale dobro, trenirala sem po programu trenerja Marjana Fabjana, udeležili smo se veliko priprav, sama tekma bo pokazala formo, jaz se bom potrudila po najboljših močeh, želim si pa prikazati dobre borbe. Tina Trstenjak v svoji kategoriji zagotovo sodi med favoritinje, med najbolj nevarnimi protikandidatkami pa kakšnih bistvenih novih obrazov ne pričakuje. Mlajše punce prihajajo, ampak jaz se ne obremenjujem. Vem, da me vsaka lahko premaga, ampak tudi jaz lahko vsako premagam. Kot sem že prej rekla, pripravljeni smo, sama tekma bo pa pokazala. Po 2 poškodbah in operacijah kolena je Ana Velenšek po novem letu začela z normalnim procesom treninga. Na prvenstvu v Izraelu bo prvič nastopila v višji, super težki kategoriji. Ja, jaz sem v bistvu res z novim letom začela šele konkretno trenirati, ker sem imela, vsi vemo, po olimpijadi 1 operacija, lani septembra 2 operacija in v bistvu sama rehabilitacija tako dolgo trajala. Jaz od nove kategorije pričakujem predvsem, da se bom kar dobro znašla, bom rekla, glede na to, da sem se s temi nasprotnicami borila že prej in jih nekako malo poznam in da bi mogla imeti dosti prednosti v tem, da sem pač lažja. Ja, trener Fabjan je dejal, da nekako upa, da boste pod narekovaji celi prišli iz teh borb, ker imate manjko kilogramov. Ja, to pa je spet potem druga stran tega, da lahko te nasprotnice, ki so tudi po 40-50 kg težji od mene, v bistvu me poškodujejo za samo težo, ker pri njih tehnike niso tako izpiljene, niso tako tehnične, grejo bolj na moč, na silo in to je pač ta riziko te kategorije. Na evropskih prvenstvih ste že osvajali kolajne. Kaj bi vas pravzaprav zadovoljilo tokrat v Tel Avivu, kar se tiče samega rezultata? Jaz o rezultatu nekaj ne bi govorila, ne vem, bom videla, kako se bom sama počutila na dan tekme, kolikor bom pokazala. Včasih, če so dobre borbe, pa tudi, če ne gre, veš, da si dal vse od sebe, si lahko zadovoljen. Včasih pa tudi, če je nek rezultat, pa niso dobre borbe, pa tudi veš, da ni bilo najboljše. Tako da bomo videli od samih borb odvisni. Med tekmovalke, ki bodo poskušale napasti iz ozadja in doseči čim boljši rezultat, sodi še ena Sankakujevka, Anka Pogačnik. Naslednji teden nas čaka eno večjih tekmovanj od letošnjem letu. Trenirali smo po programu Marjana Fabjana, mislim, da smo se udeležili zelo veliko različnih priprav. Fizična priprava je dobra, na tekmi želim pokazati čim boljše borbe, je pa ni vse odvisno od mene, je tudi dnevna forma, žreb. Mislim, da je vse mogoče, če se različne stvari poklopijo med sabo. Mislim, da pripravljena sem, ampak upam, da bom vsako leto nadgradila z izkušnjami in da bi postopoma pokazala še boljše borbe. Mislim, da sem kot starejša in bolj izkušena tekmovalka, zato mislim, da lahko vsako leto več pokažem. Med peterico moških tekmovalcev bo v najlažji kategoriji do 60 kg slovenske barve zastopal član Sankakuja Matjaž Trbovc. Letos smo se udeležili res ogromno priprav, mislim, da odkar nastopam v članski konkurenci nikoli se nisem udeležil toliko število priprav in tekmovanj pred samim evropskim prvenstvom, tako da mislim, da pripravljenost mora biti dobra, sicer bomo videli to na samem tekmovanju. Ko sem pa že rekel, da če bom pokazal tiste borbe, ko vem, da sem sposoben in pa če bo še malo sreče zraven, mislim, da lahko pridem do neke uvrstitve, se pravi med 8.
Je kaj bistvenih sprememb v vaši kategoriji, kar se tiče tekmecev, konkurence, kdo bodo recimo tisti favoriti tudi za sam vrh? Kar se tiče konkurence, v bistvu favoritov, nekih res novih imen ni, je pa v bistvu vsako leto pride kakšen nov tekmovalec, mlajši, tako da menjava generacije stalno, s tem, da ti najboljši tekmovalci so večinoma dosti izkušeni, v bistvu kakih mlajših, težko pričakovati res, da bojo v sami špici, s tem, da se pa na teh tekmovanjih vedno dogaja kakšno presenečenje, tako da je možno vse v bistvu. Strokovni direktor reprezentance Marjan Fabijan meni, da je 13-terica izbrancev za Evropsko prvenstvo dobro pripravljena in sposobna poseči po visokih uvrstitvah. Na vsako tekmo gremo z medalje, lovimo medalje, tako da če ena tekma ne bi bilo nobene katastrofe, zato ker nas že čakajo 14 dni, potem nas že čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, začetek, prva tekma in tako, da bom se tudi tam pustil malo koncentracije, ne vse na to Evropsko prvenstvo. Kar se tiče Tine Trstenjak, Klara Poteka, da so nekje srednjo pripravljene, nič kaj posebnega. Ana Velenšek bo prvič na tem evropskem nastopila v super težki kategoriji, pa bom vesel, če bo iz Blašine šla cela, zato ker je le še nima dovolj kil, še nima dovolj izkušenj in razmišlja samo o tem, da se ne poškoduje. Fabijan je opozoril tudi na dejstvo, da je del reprezentance imel težave z boleznijo na pripravah na Rogli. Zaradi pomanjkanja denarja pa so žal morali izpustiti priprave na Japonskem. Moramo ločiti klubski program od zvezdnega, kar se tiče zvezdnega programa, pač tu nismo dobili za priprave financ od januarja nobenih, tako da smo mogli vse iz našega klubskega budžeta vse financirati. To so pa veliki stroški, ker vemo, da so potovali po celi Evropi, pa vse posod, zato smo Japonsko spustili, pa še par priprav. Evropsko prvenstvo v Tel Avivu je prvo letošnje veliko tekmovanje. Naše najboljše judoiste po njem čaka še nastop na svetovnem prvenstvu, že v mesecu maju pa se bodo začele tudi olimpijske kvalifikacije. Mislim, da se zdaj s tem evropskim prvenstvom v bistvu šele začne tisto ta pravo, bom rekla, v narekovajih peklensko obdobje, ki bo trajalo 2 leta. Po evropskem prvenstvu konec maja se začenja olimpijske kvalifikacije, že s prvo tekmo se nabirajo točke za olimpijske igre. Vsako tekmovanje bo zelo pomembno, kajti vsaka točka bo na koncu štela, posebej pa zdaj pri moških bo malo težje se uvrstiti na olimpijado kot na prejšnjih olimpijskih igrah, ker so znižali število tistih, ki se direktno uvrstijo na olimpijske igre iz 22 na 18, pri ženskah so pa povišali iz 14 na 18, to je tisti, ki se direktno uvrstijo. Evropsko prvenstvo v Tel Avivu se bo 6 slovenskimi nastopi začelo v četrtek 26. aprila. Letos mineva 70 let od organiziranih začetkov igranja hokeja v Celju. Sočasno z izboljševanjem infrastrukture v Celjskem mestnem parku je rasel tudi klub, ki je v svoji zgodovini doživel kar nekaj vzponov in padcev. Spomine različnih hokejskih generacij so v sodelovanju z zgodovinskim arhivom Celje strnili v publikaciji z naslovom 70 let bojev za uspeh. Nekdanji in sedanji hokejisti ter mnogi ostali, ki so del celjske hokejske družine, se tokrat niso zbrali v hladu dvorane v mestnem parku, ampak pred in v dvorani Kina Metropol, ki je tudi tokrat služila svojemu namenu. Nekdanji televizijski novinar Janko Šopar je zbrane namreč popeljal po arhivskih televizijskih posnetkih, povezanih s hokejsko oziroma drsalno dejavnostjo, ki so jo v Celju začeli pod milim nebom, potem pa počasi dodajali pridobitve. Medtem ko smo lani izročili namenu drsalno plosklo, strojnico in upravno poslopje, smo letos po zaslugi Aera zgradili novo betonsko tribuno. S tem je bila končana druga faza gradnje umetnega drsališča, pred nami pa je tretja, pravzaprav najvažnejša. To je pokritje celotnega prostora. Če sodim na dosedanje razumevanje vseh v našem mestu, potem se mi zdi, da lahko tudi na to delo gledamo optimistično in da bomo v kratkem
upajmo, da vsaj v letošnjem letu začeli z gradnjo strehe. Celjski športni novinar Dejan Šuster se je pred zbranim avditorijem pogovarjal s predstavniki različnih hokejskih generacij. 76-letni Ivo Ratej je 3-krat nastopil na olimpijskih igrah in bil celo kapetan reprezentance, življenjska pot pa ga je zanesla v Zagreb. Njegov sovrstnik Albin Felc je v knežje mesto prišel z Jesenic in sodeloval pri doseganju 3. mest v takratnem jugoslovanskem okolju. Rok Rojšek je po bogati mednarodni poti poklicnega športnika sedaj najbolj vpet v klubsko delo in sicer kot trener. Žiga Grahut je aktualni kapetan članske ekipe. Ena najbolj pomembnih pridobitev okrogle obletnice pa je tiskovina o zgodovini celjskega hokeja. Zanjo so se morali ustvarjalci precej potruditi, saj je prejšnja podobna izšla pred 4 desetletji, leta 1990 pa je klubski arhiv uničila poplava. Svoje doživljanje hokeja je podal tudi župan, ki je postal lastnik spominskega paka. Jaz sem tistih v sredini 70-ih hodil na hokejske tekme in takrat je bila to odlična trofeja, pa še kakšna zlomljena hokejska palica, ki smo jo potem doma popravili in je bila zelo uporabna na našem domačem drsališču, tam na enem bajerju, kjer smo vsako zimo igrali hokej z bolj kot ne doma narejenimi hokejskimi palicami pa pravimi paki, je zelo bolelo. In to vse do tistih pomladnih dni, dokler ni prvi čofnil v vodo. Sreča ta ni bila kaj več kot do pasu. Kakšne pa so današnje želje oziroma potrebe celjskega hokeja? Mi bi si želeli čim več ledu. Seveda, problem je v tem, da na celjskem ledu delujejo naš hokejski klub, drsavci, umetnostni drsavci, short track drsavci, se pravi hitrostni drsavci in problem je predvsem v mladih. Vsi bi nekje porabljali ure med 4. in 8. uro zvečer, to pa je problem, preveč otrok na ledu v vseh teh 3 športih, da bi lahko to izvedli. Se pravi, nam bi bil super še en drsališče, mogoče manjši, kar se hokeja tiče, bi lahko bil tudi z manjšo ploščadjo, da bi lahko določeno število otrok predstavili na to manjšo ploščad in da bi lahko porabili več ur na treningu. Zdaj, mi si želimo čim več otrok na treningu in tu se pojavi ta problem, če jih še več dobimo, kot jih imamo, kam in pa koliko bo lahko uporabljali led in to je tisto, kar se tiče infrastrukture. Ja, želeli bi se še kak pomožno drsališče, to bi bilo super, ampak o tem bi se dalo govoriti. Naš sogovornik se je sprehodil tudi skozi svojo aktivno igralsko pot. Jaz sem v klubu nekje od septembra leta 75. Se pravi, mogoče se v tistih časih glih ne spomnim veliko, ampak nekje 78. leta, ko sem že, bi rekel, bil 2 leti nekje treniral, so v Celje prišli Felc, Brataž Bontar, Ivo Jan, starejši in takrat se je začelo tisto zlato obdobje, ki se ga jaz spomnim in takrat nas je vse navdušilo za hokej in v tistem času sem, bi rekel, treniral v pravem času, da me je to potegnali in zadržali celo življenje v hokeju. Potem seveda pot gre naprej, do svojega 15. leta sem igral v Celju, potem sem v tistem času sprejemal neke druge izzive, odšel v Olimpijo in tako naprej. Se potem leta 92 vrnil nazaj, vmes igral še za različne klube, ampak skozi sem imel nekje v svoji glavi, da bi rad dosegel uspeh s celjskim klubom. Tukaj sem začel, moje srce vedno ostaja v Celju in sem si želel uspeha s klubom. Mislim, da smo imeli drugo zlato obdobje, kar se ga jaz spomnim med leti 92 in 95. Imeli smo odlično ekipo. Nažalost, to sadno sezono, ki je sledil propad februarja leta 95, do tistega trenutka mislim, da smo igrali celo najboljši hokej v Sloveniji v tistem trenutku, sicer smo bili drugi, mislim, da na lestvici. Bil en uspeh, da recimo niti ene tekme proti Jesenicam v tej sezoni nismo izgubili. Nažalost, v play-offu nismo odigrali, klub je ostal brez denarja in bi rekel, to je tista črna luknja, ki jo sam še vedno ne morem pozabiti. Članska ekipa se je razpadla, nekateri zasenjaki so potem zadržali te mlade selekcije, ampak jaz vedno mislim, da brez članske ekipe pravega hokeja ni. Jaz sem potem takrat odšel na Bled in pa za nekaj časa tudi v Ameriko. In pa
odigral do konca svoje kariere, se pravi do 38 leta izven Celja. Članske ekipe ni bilo in ko sem se nekako takrat s takratnim predsednikom Boržanom dogovoril, da pridem nazaj za trenerja leta 2008, smo imeli najstarejšo selekcijo U19, se pravi mladinsko, ampak jaz sem imel še v glavi še vedno en in isti cilj, člansko ekipo, in pred 5 leti smo uspeli to člansko ekipo, bi rekel, mogoče celo malo na silo, z eno dobro generacijo, ki smo imeli pri mladincih, sestaviti to člansko ekipo, dodali nekaj igralcev starejših, ki so hokej že zaključili, ampak smo jih uspeli pregovoriti, da se vrnejo nazaj, da nam pomagajo, da zaštartamo s to člansko ekipo, in zdaj jo imamo teh 5 let. Seveda, nekaj časa smo igrali v avstrijski mednarodni ligi, trenutno to zaradi finančnih možnosti ni, ker moraš imeti skoraj profesionalno ekipo, tega si ne moremo privoščiti, ampak mislim, da z mladimi delamo dobro, to nam je cilj, da imamo osnovo, dobre temelje, da bo naša ekipa sestavljena večinoma iz domačih igralcev, seveda vedno rabiš neko pomoč od zunaj, ampak da bomo uspeli s to domačo ekipo korak po korak prideti spet na en tak nivo, ko smo ga imeli leta 1995 pred tistim propadom kluba. Ali bomo v Celju kdaj slavili tudi naslov hokejskih državnih prvakov? Dokler nimaš ti profesionalnega pogona, je to zelo težko. Vedno, vsako sezono v zadnjih 5 letih, odkar imamo člansko ekipo, nam vedno poberajo najboljše igralce. Seveda, to je logično. Igralci pač iščejo en višji nivo, tisti, ki so se odločili, da bojo hokej igrali profesionalno, iščejo vir zaslužka, mi nažalost to ne moremo nuditi in zato bo to vedno problem. Seveda, če dobimo nekega sponzorja, da bomo lahko ustvarili profesionalno ekipo, da bojo tudi tisti boljši igralci, ki lahko živijo od hokeja, živeli od hokeja v Celju, potem se bo to dalo. Seveda, mi bomo delali na tem, v klubu se vsi trudijo, da bi do tega prišlo. Zdaj, ali se bo to zgodilo v naslednjih parih letih ali pa čez 10 let, to je zelo težko reči. Če mene vprašaš, bi se to zgodilo že lansko sezono, ampak nažalost ni tako in mislim, da je treba graditi na mladih, pa spotoma prideti do nekaj večjih finančnih sredstev, da nam bo uspel tudi te najboljše igralce, ki se potem praviloma selijo, najprej v Olimpijo, Jesenice, pa tudi igralce izven Slovenije imamo. In ko bomo to uspeli zadržati v Celju, potem se lahko nadejamo tudi boja za naslov državnega prvaka. Takole pozdravljeni še v središču, govorili bomo o celjskih nogometaših, namreč v studiu pozdravljam kapetana celjskega moštva Jureta Travnerja in vratarja prve ekipe Metoda Jurharja. Pozdravljena. Lep pozdrav. Celjski nogometaši torej v polnem ritmu sezone, še 9 tekem vam ostaja do konca, pred vrati obračun z Olimpijo, za vami obračun z Domžalčani, ampak kar je najbolj pomembno, Jure Travner, vrnili ste se po poškodbi, kako je? Ja, res je, končno sem spet nazaj, neprijetna poškodba kolena, več kot 2 meseca sem skoraj bil out, tako da končno sem spet z ekipo, zdaj prve minute proti Domžalam, žal rezultatsko se ni šlo, ampak sem srečen, da sem nazaj. Je bilo mučno gledati iz tribune? Ja, vsekakor, no, je težko, ko nisi zraven, ko ne moreš pomagati ekipi, ni prijetno, ampak tak je, ne moreš nič pomagati. Poškodba ni bila prijetna, zato pa so bili drugi trenutki prijetni. Zadnji, ko smo se tukaj srečali, ste bili v pričakovanju, zdaj se lahko pohvalite. Ja, res je, velikokrat je življenje tako, da nekje se ti malo zalomi, druge pa nek srečen trenutek in ja, rodil se mi je sin Jan in res že bom malo star 2 meseca in super občutki. Tudi Jurhar, hitro čas teče, tudi ogromno tekem je za vami, tale je kar peklenski ritem, bi lahko dejali sreda, sobota. Jaz bi rad ob tej priložnosti čestital Juretu, da je postal očka. Hvala. Pa moram reči, da sem zelo vesel, da se je vrnil v proces treniranja. Za pijačo že dal? Za pijačo še ni dal. Dal je. Ja, zdajle imamo eno tako serijo tekem z nasprotniki iz zgornjega dela lestvice. Naporen ritem, igramo po 2 tekme na teden. Tako da je naporno, ampak to je tudi, kako bi rekel, nek lep del nogometa. In verjetno je regeneracija tukaj ključna. Ja, tukaj je ključnega pomena regeneracije, da se do naslednje tekme normalno regeneriramo in pripravimo, da smo lahko na 100%. Za vami torej gostovanje v Domžalah, kjer ste izgubili, ampak
daleč od tega, da bi igrali slabo, odlično ste odigrali, lahko bi tudi zadeli, pa nažalost niste, ko bi se lahko rezultat drugače preobrnil. Ja, bila je taka napeta tekma, kjer je bilo in na eni in na drugi strani dovolj priložnosti, ampak take tekme se pač odločajo v malenkosti. Oni so pač svoje priložnosti izkoristili, mi pa ne. 13 tekem so že Domžale brez poraza, še enkrat več so dokazali, da so dobro moštvo. Ja, vidi se zelo kvalitetno moštvo, dobro stojijo na terenu, agresivni, imajo ta specifičen slog igre, ki jim daje rezultate. Ampak na tej tekmi se je videlo, da smo mi dobro parirali, da smo tudi mi dobra ekipa in da se nam za prihodnost res ni treba bati, saj imamo še, se mi zdi, zelo veliko prostora za napredovanje, ker je ekipa zelo mlada. In lahko se vidi, da moštvo lahko igra z vsako ekipo v prvi ligi. Ja, s temi sicer rezultatsko smo neuspešni bili s temi ekipami, ki so pred nami na tabeli, ampak vse tekme so bile tu, lahko bi zmagali, nažalost nismo, ampak zdaj nas čaka zadnja četrtina, spet z vsemi igramo in jaz sem optimističen, da bomo sigurno premagali nekoga od njih. Še 9 tekem, torej 27 točk na voljo, želja jih osvojiti čim več in pa približati se 4. mestu, ki lahko pelje v Evropo. Ja, sigurno mi bomo na vsaki tekmi dali svoj maksimum, na vsaki tekmi je nek naš cilj, da zmagamo, da vzamemo 3 pike. Mislim, da je to 4. mesto nek dosegljiv cilj in ob ugodnem izteku pokalnega tekmovanja nam bo to prineslo tudi pot v Evropo. Točno tako, pred vami pa obračun z Olimpijo. Olimpija je magnet, izločila vas je v polfinalu pokala, metod verjetno je želja se nekako maščevati oziroma opisati pozitiven rezultat. Ja, mi si želimo, na zadnjih tekmah proti njim nismo upisali nekega pozitivnega rezultata, mi se jim želimo nekako maščevati in tako na vsaki tekmi osvojiti 3 točke. Verjetno bo Olimpija, Jure, igrala povsem drugače kot na pokalni tekmi v Celju, ko se je zaprla in čakala na protinapade, glede na to, da se bori za naslov državnega prvaka. In tako je, tekma bo sigurno drugačna, Olimpija mora iti na zmago, v pokalu se je imel ugoden rezultat z prve tekme, tu pa jim Maribor in Domžale sledita, tako da mogoče nam ta nezaprta Olimpija bolj odgovarja in bomo tudi mi imeli več priložnosti za te naše dobre transformacije v napad in verjamem v pozitiven rezultat. Zapleta se tudi na lestvici v samem zgornjem delu Olimpija, Maribor in Domžale, bi lahko dejali zdaj za naslov. Kdo ima največ možnosti, po vašem mnenju? Ja, po mojem osebnem mnenju je Olimpija še vseeno v zelo dobrem položaju, so kompaktna, čvrsta ekipa, nadajo lahko točk. Je pa v nogometu tako, da se vse lahko v tekmi 2 obrne, tako da bomo videli, bo zelo zanimivo. No. V nedeljo prihaja Metod v Celje ogromno ljubljanskih navijačev, želja seveda, da bo več vaših in da vas podprejo, kajti podpora bo spet dobrodošla. Ja, jaz si res želim, da bi nas naši navijači, gledalci prišli podpreti. Veliko lažje je igrati pred večjim številom navijačem, to je še neka dodatna motivacija, dodatna podpora. Zato bi res rad vse povabil, da se nam pridružijo in pridejo navijati za nas. Vreme bo lepo, ura tudi odlična, več kot dobro povabilo na tekmo. Ja, vreme upam, da bo v redu, ura je tudi prava, tako da upam, da se bojo udeležili v čim večjem številu. Potem po Olimpiji pa še Jure 8 tekem, sezona bi lahko dejali, da bo kar kmalu končana ob koncu meseca maja, torej zdaj je potrebno biti pravi. Tako je, tekme si, kot je že prej Metod omenil, sledijo ena za drugo. Po Olimpiji še 8 tekem, za nas je, lahko bi rekli, vsaka evropska. No. Vsake 3 točke bodo ogromno štele v boju za to želeno 4. mesto, ki upajmo, da bo vodilo Evropo. Sedaj se tudi nekaj poškodovanih igralcev vrača in mislim, da verjamem v ekipo, da lahko dosežemo želeni cilj. Ravno to sem želel dejati, pozitivno je torej, da je zdravniški karton boljši, da je širina večja, glede na to, da je verjetno pri marsikomu že načeta ne samo zavest, temveč utrujenost se pojavlja v zadnjih tekmah, glede na to, koliko ste jih odigrali. Seveda, to je normalno, tekem je bilo ogromno, mislim, da bo v aprilu 8 tekem,
ker trener ni imel na razpologo vseh igralcev, se mi zdi, da je določeno število igralcev moglo res vse tekme odigrati in se že pozna, no, da so malo utrujeni, tako da je več kot dobrodošlo, da se ti poškodovani igralci vračajo. Je pa tudi tu bi pohvalil klub, ki v zadnjem obdobju se zelo potrudil in nam priskrbel določene stvari, ki nam pomagajo pri oziroma regeneraciji. Se pravi, tudi tukaj se vidi napredek? Ja, vsekakor, no, res je super. Metod, torej še zadnje tekme, kako je pri vratarjih, kako ste pripravljeni, seveda malce drugače se pripravljate kot igralci? Ja, načeloma mi vratarji imamo posebej vratarske treninge. Mi se na vsako tekmo nekako enak pripravljamo in smo v pričakovanju vsake tekme. Ste vratarji tudi že kaj utrujeni? Ne, mislim, da nismo vratarji utrujeni. Ne sme biti utrujenosti. Morda, Jure, za konec še enkrat povabilo torej vsem gledalcem. Večkrat smo poudarili, podpora je dobrodošla, ampak zdaj še toliko bolj, ko lovite to 4. mesto, ki lahko torej prinese ogromno. Tako je, res je podpora gledalcev res dobrodošla. Tudi zdaj mislim, da na zadnjih tekmah Celje dosega ogromno zadetkov, zato verjamem, da bodo gledalci to sprejeli in jih mogoče bo zelo interesiralo videti novih par zadetkov v nedeljo. Seveda nasprotnikovi mreži. Ja, upamo. Metod, želja, torej podpora, želja tudi 4. mesto in obenem Evropa, ampak kljub temu, da si želite najboljšega, po drugi strani seveda lahko se zgodi tudi obratno, da se vam ne bo uspelo uvrstiti v Evropo, kar pa ne sme biti neuspeh, glede na to, koliko je ekipa mlada, kakšen napredek je bil od tistih začetnih mesecev v sezoni. Ja, zdaj vsekakor je neka naša interna želja to 4. mesto. Je nogomet igra polna preobratov, polna nekaj presenečenj, tudi mogoče, če si boljši, včasih se ne izide, vse tako bi bilo treba, ampak mislim, da tudi, če se ne uvrstimo na to 4. mesto, to ne bo nobena tragedija z večino igralci in delavci v klubi. So dogovorjeni neki dolgoročni dogovori in mislim, da bomo skupaj nadaljevali to zgodbo. Jure, in prav to je lahko dobra podlaga, ne? Ta drugi del sezone za novo sezono. Seveda, ekipa je mlada, ekipa se mi zdi iz tekme v tekmo raste, kot je rekel Metod, vsi si želimo Evrope, ampak ne bi bila nobena katastrofa, če nam to sezono ne uspe. Jaz pa verjamem, da imamo kvalitetno mlado moštvo, ki pa bo naslednjo sezono zelo nevarno. Metod, kdaj torej, pa kam proti Olimpiji vsem gledalcem? Ob kateri uri je tekma? Mislim, da 10 do 5. Tako. Posebej vas rad povabil na tekmo z Olimpijo, 10 do 5. V nedeljo na Areno z Dežele. Se pravi, po kosilu še malce počitka in na stadion. Pa gremo, ja. Na zmago. Tako. Hvala obima za obisk. Hvala. Hvala lepa. S tem tudi zaključujemo temo o nogometu, po oglasih pa nadaljujemo z rokometom. Z močjo obnovljivih virov energije ustvarjamo čistejšo prihodnost. ECE, energija prihodnosti. Energetika, vzdrževanje, lesna industrija, avtomatizacija na enem mestu. Mednarodni tehnološki sejem Teh Expo Celje. Celjski sejem od 18. do 21. aprila. Brez velikih zgodb. Brez grandioznih obljub. Brez laži. Brez olepšav. Brez praznih besed. Brez dodatkov. Brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče.
Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Novi Mitsubishi Eclipse Cross. Edinstven v vseh pogledih. Že od 19.890 evrov naprej. Drive your ambition. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Takole, zdaj bomo govorili še o celjskih rokometaših. Pred njimi je sklepni turnir pokalnega tekmovanja, ki ga bo jutri in v nedeljo gostil Ormož, in vse skupaj bomo pokomentirali z današnjima gostoma. To pa sta David Razgor in Domen Makuc, obema lep pozdrav. Lep pozdrav. David, navajeni smo že takole pred sklepnimi turnirji govoriti o tem, kakšna je vaša želja. Tudi tokrat verjetno v Ormožu ni nič drugače, jasno, do konca. Seveda, pred sezono je bil naš cilj osvojitev pokalnega naslova. Sedaj smo tik pred tem dejanjem. V polfinalu najmočnejši možni nasprotnik. Tako da seveda pričakujemo našo zmago, kajti za izpolnitev naslova, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti, moramo tekmeca premagati. Domen, torej ste favoriti, pa vendarle previdno vsako tekmo, kajti prav na teh sklepnih turnirjih se lahko ponavadi opečeš. Ja, ponavadi je glih na polfinalnih tekmah, se dogaja največ presenečen. Mi bomo šli v tekmo na polno, tako kot na vsako, se borili za grb in se nadejamo dobre igre in zmage. V polfinalu kakšno delo pričakujete, David? Se pravičujem, seveda ste favoriti, ampak verjetno vas tudi trener Branko tam še maksimalno pripravlja, da boste pravi od prve do zadnje sekunde. Ja, seveda, kot je že Domen rekel, da je to ena tekma, ki je lahko zelo nevarna, če ne vzameš resno. Ekipa Kopra ima širok kader, veliko fantov, ki že nekaj let igrajo v domačem prvenstvu, pa tudi nekaj starejših izkušenih, tako da mislim, da so v državnem prvenstvu sploh v zadnjem obdobju prikazali, da so lahko zelo resna in nevarna ekipa, tako da brez kakršnega koli podcenjevanja pričakujemo težko tekmo in tudi pričakujemo, da bo to napeta tekma do konca, kajti poznamo tako njih kot njihovega trenerja in verjamem, da bojo naredili vse, da naredijo presenečenje. Se pravi, Domen, jutri lahko pričakujemo en nevaren Koper. Ja, Koper je vedno nevaren, zdaj ne igrajo doma, tako da je neutralen teren, za vse enak, ampak mi imamo spodbudo Florjanov, imamo večji del publike, tako da imamo manjši del prednosti. Ravno sem želel spregovoriti tudi o navijačih. Florjani bodo odšli v Ormož, Koprčani pa so dejali, da ne bodo odšli, kajti predrago jim je vse skupaj, karta 25 evrov. Kako vi komentirate, igralci, vse skupaj? Seveda za navadnega, povprečnega navijača je to kar zalogaj. Ja, teh podatkov sicer nimamo o koprskih navijačih, ampak mi se probamo čim manj ozirati na to. Morda je res malce visoka cena, ampak to je stvar organizatorja, tako kot so si oni zamislili, tako bodo speljali. Jaz upam, da bo čim več naših, tako da nam lahko pomagajo na tekmah in naredijo lepo vzdušje. Florjani bodo zagotovo naredili odlično vzdušje in verjetno, Domen,
se bi jim ob tej priložnosti zahvalili tudi za potovanje v Skopje, kjer so vas spremljali na sklepnem turnirju SEHA lige. Res, neverjetni so, hodijo povsod z nami, res vsaka častna. Torej, pred vami je sklepni turnir pokalnega tekmovanja, potem še vse misli v državno prvenstvo. Nekako bi dejali, da če se vse skupaj preveša v samo končnico sezone, pa vas kar veliko pomembnega še David čaka. Ja, res je, mislim, da smo odigrali zdaj samo 3 tekme v državnem prvenstvu. Nekaj imamo zaostanka za ostalimi. Zaenkrat nam dobro kaže, ampak čaka nas še dosti zahtevnih tekem, v katerih moramo dobiti po 2 točki in na ta način lahko si hitro priborimo neko prednost, v nasprotnem primeru pa si lahko zelo zakompliciramo, če tega ne bomo storili. Liga prvakov in Liga SEHA, Domen, sta za vami. Marsikdo bi pričakoval, da zdaj pa le še z levo roko v pokalno tekmovanje in državno prvenstvo, ampak ne nazadnje, tukaj se tudi dogajajo tiste prelomnice, tudi presenečenja in zato morate biti izbrani do konca sezone. Ja, tudi Slovenska liga ni tako slaba, kot se govori v narekovajih. Pač Liga prvakov in SEHA liga imata malo večje ime. So tudi kvalitetnejše ekipe tam, ampak tudi nekatere ekipe bi lahko, slovenske ekipe bi lahko nastopili v SEHA ligi, bile enakovredne drugim ekipam in ne bo šlo tako se zlahka. Mi smo mogli boriti, igrati tako, kot znamo, hitro, našo prepoznavno igro in upam, da nam uspe in da osvojimo ta naš naslov in naslov pokalnega prvaka. Zaključni turnir SEHA lige je dobesedno za vami. Kako se spominjate Skopja, na koncu malo grenkega preokusa, verjetno v polfinalu, potem pa toliko bolj veselo po tekmi za 3. mesto? Ja, v polfinalu oziroma po izgubljeni tekmi, v polfinalu se je vedno težko pobrati. Mi smo se pobrali, odigrali dobro tekmo za 3. mesto, osvojili na koncu odlično 3. mesto, mi smo s tem zadovoljni, ampak vedno je lahko boljše, ne? In tole 3. mesto je verjetno vzpodbuda za naprej. Ja, seveda, pred sezono nam je bil cilj uvrstitev na Final Four. Morda smo ga malce še presegli, tako da smo lahko s to sezono v Ligi SEHA zadovoljni. Seveda pa je to tudi neka dobra spodbuda za nadaljevanje sezone. Kaj pa v državnem prvenstvu, je Ribnica tisti glavni konkurent? Ja, mi se ne oziramo preveč na to, kdo je glavni konkurent. Zaenkrat njim kaže, da so nam najbliže, trenutno celo vodijo, ampak mi imamo 2 tekme manj. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na Velenje. Morda so malce slabše startali v ta zadnji del, kar pa ne pomeni, da so že izven bitke za naslov. Kajti, če se stavijo nekaj dobrih tekem, se lahko tudi oni vrnejo v bitko za državnega prvaka. In pa tudi jasna želja v državnem prvenstvu, tako kot v pokalnem iz vaše strani. Seveda, mi ciljamo na belo lovoriki in upam, da bomo to tudi usvojili. Domen, v preteklih dneh in tednih se veliko piše o vas. Kako sami gledate na vse skupaj, na vaše dobre predstave? Pa nič. To se je zgodilo, to je bilo. Gremo naprej na naslednje tekme. Pač preteklost je preteklost, pozabimo, potrebne so nove dokazovanja, nove tekme za dokazovanja in upam, da bo takšnih tekem še več. Ostajate, se pravi, trdno na realnih tleh, maksimalen trud, treniranje tudi v prihodnje. Tako. Ja, tako pošteni najbolje biti sam do sebe in potem pridejo rezultati. David, kako gledate na vaše te mlade fante, ki trkajo na vrata? Svetla prihodnost je zagotovo. Ja, mislim, da že več kot trkajo na vrate, kajti veliko mladih je že pokazalo, da so nam enakovredni oziroma da lahko prikažejo zelo dobre predstave, kot tudi na zadnjem turnirju Domen. Ampak to je naša politika kluba. V zadnjih letih smo bili morda primorani najti rešitve v mladih, kajti nekaj igralcev je odšlo, so jih kupili boljši, finančno močnejši klubi. Nam pa je ostalo to, da se ozremo na naše mlade in zaenkrat dobro funkcionira. Točno tako, Domen, kdo je vaš vzornik? Pa od vsakega probamo vzeti najboljše. Ne vem, recimo Ivano Balič ter Andi Schmidt.
mogoče tudi Miha Zarabec. Od vsakega si vzamem, probamo vzeti najboljše poteze, jih združiti in bomo videli, kaj nastane. Katera ekipa ob vašem klubu je vaš simpatizer oziroma vam je všeč iz Evrope? Pa ne vem, všeč mi igra Vesprema, Flensburga, Rajne Krlovna, na koncu tudi mogoče PSG. Kaj pa David? Ja, zdaj v zadnjem obdobju ne gledam več tako na to stvar. Ko sem bil pa mlajši, pa v tistem obdobju bila Barcelona, tisti superiorna ekipa. Tako da morda malce nostalgično zberem njih. In verjetno bi si v prihodnosti želeli, da se kaj kmalu spet vrne Barcelona v Celje? Ja, morda. Že nekaj časa je ni bilo, tako da bil bi že čas. Torej, pred vami nekako zadnji del sezone, dolga je že, David, tudi naporna, ste že kaj utrujeni? Pa tako bom rekel, da med sezono je bilo par napornih obdobij, ko smo imeli kakšen mesec tempo sreda, sobota. Sedaj v zadnjem delu upam, da bo ta tempo malce padel, čeprav je bilo sedaj v aprilu, marcu precej tekem, tako da upam, da se v zadnjem delu spusti in da bomo še lažje prišli na ta naš nivo, katerega pričakujemo, da ga bomo imeli. Domen, vi se še šolate, kako se skupaj usklajujete, treningi, šola? Pa moram reči, da so v šoli zelo razumni, mi grejo na roko, tako da ne bom rekel z lahkoto, ampak bo šlo. Vaše želje za sklepni del sezone? Pa seveda osvojitev pokalnega in državnega naslova. In pa seveda brez poškodb obema in celotni ekipi. Vse dobro, sprva v Ormožu. Morda izkoristimo za konec pogovora povabilo vsem vašim navijačem, da pridejo, vas podprejo. Ja, seveda vabim vse navijače, da pridejo na finalni turnir pokala v Ljutomer. Kljub ne najbolj ugodni karti bomo poskušali narediti, da bo ta vaš obisk vreden obiska. Se pravi, karto na stran, Domen, pomembna bo vsaka dlan, vsak glas. Strinjam z vami, res vabim vse navijače, da se nam pridružijo na tem sklepnem turnirju in da upravičimo ceno karte. Hvala obema za obisk in pa srečno. Hvala. Tako, s tem pa tudi zaključujemo z oddajo tretji polčas. Hvala, ker ste bili z nami, vse dobro in se vidimo spet prihodnji petek ob 20.